Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Prejšnji konec tedna je bilo v Zgornjesavski dolini vse v znamenju pokala Vitranc. V soboto je bil na sporedu veleslalom, v nedeljo pa še slalom za svetovni pokal. Tudi letos vreme organizatorjem ni šlo na roko, a so kljub temu dokazali, kaj zmorejo. Neverjetno veliko, pravi čudež bi lahko rekli, kajti v močnem dežju se niso pustili zmotiti in so tekmi uspešno izpeljali do konca. Ta tekma je bila odlična. V danih pogojih mislim, da smo zdaj že kar na en kolikrat že dokazali, da smo tudi najtežjim vremenskim vremenam kos. Malo imamo smole z vremenom, ne? Po nekaj letih bilo že fajn, da bi imeli sonce, nekrat pa je fajne razmere. Ekipa Aleša Vidica je tako znova dokazala, da je iz pravega testa, da premore kar nekaj gorenjske trme, vztrajnosti in delavnosti. Ja, seveda, na dano situacijo, ko smo pričakovali še hujš, bom rekel, smo imeli kar srečo, da se je vreme majhen na boljše obrnil, pa da smo to lahko speljali. Napoved je bila res slaba za tale vikend, tako da me je zelo skrbel. Včeraj nisem mogel nič spati, sem bil buden, ker je začel grmeti zvečer in sem rekel, to bo sneg, če bo sneg, danes tekme ne bo. Ampak k sreči nehal deževati tudi in tekma je bila uspešna, super, bom rekel, vzdušje, kljub slabemu vremenu in tekmovalci zadovoljni. Tako da gre res zasluga vsem, ki so delali, so srcem zraven in brez njih tega ne bi bilo. Od, bom rekel, žičničarjev, retrakistov, delavcev na progi, odrsovalcev, vsi zraven. Tako da, klapa, dober tim smo. Izjava recimo Saša, ki je vodja ameriške ekipe, včeraj na seji rekel, ste najboljša ekipa in je ena redkih ekip na svetu, ki lahko v takih razmerah izpelje tekmovanje. Mislim, da je to največja nagrada za vse. Letošnji pokal Vitranc je po svoje spisal tudi zgodovino. Marcel Hirscher je zmagal v veleslalomu že dobil potrditev, da je 6. zapored osvojil veliki kristalni globus, kar ni uspelo še nobenemu alpskemu smučarju. Prav tako je z uvrstitvama v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori že osvojil tudi mala kristalna globusa v slalomu in veleslalomu. Avstrijec Michael Mat se je v Kranjski Gori veselil prve zmage v karieri v svetovnem pokalu. Slovenci pa smo znova imeli v finalu, tako veleslaloma kot slaloma, svojega predstavnika. Pokal Vitranc se pripravlja vse leto, zato počitka ne bo, pa poudarja generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medven, prav tako vidno zadovoljen, da sta tekmi uspeli. V teh 50 letih oziroma 56 letih pokala Vitranc se je veliko stvari spremenil. Zahteve so vsak dan večje, predvsem po varnosti. Tudi ekonomski element v teh tekmah je postal izredno pomemben. Tako da, če se včasih taka tekma naredila v bistvu bolj na horuk, je to danes projekt, na katerem se dela celo leto. Mi imamo srečo, da imamo za sabo klub, odlično ekipo, ki zna, ki ve, vsak posameznik v tej ekipi ve, kje mu je mesto, kaj mu je zadelati. Tako da se ne rabimo vsak let sproti pogovarjati, kaj, kako. In ta ekipa je dokazala več kot enkrat že, da lahko naredimo, izpeljemo, pripravimo tako tekmovanje, tudi v pogojih, kjer marsikje drugje ne bi naredili. Tako bom rekel, bližje tekmi smo, več ljudi sodeluje na tekmi, v sami pripravi in pa tudi izvedbi. Na dan izvedbe je v celotnem sistemu približno 600-650 ljudi. Tekma se pripravlja v bistvu 11 mesecev, se pravi, da nekje čez dober mesec začnemo pripravljati že 57 pokal Vitranc, ki bo naslednje leto 3.4. marca 2018. In bližje tekmi smo, več ljudi sodeluje v teh pripravah. Preko celega leta v glavnem delajo tudi člani OK-ja, posebno tisti, ki so zadolženi za posamezna področja. OK šteje 23 ljudi in v njem smo v glavnem sami operativci, ki pripravimo in izvedemo tekmo. Seveda, najbolj pomemben del so finance, da zagotovimo potrebna sredstva, da lahko to sploh izvedemo. In tle smo tudi, lahko rečemo, relativno zelo uspešni. Zadnji teden je seveda odvisen od plana priprav.
od vremenskih pogojev. Tako da letos recimo je Aleš svojo skupino oziroma z svojimi ljudmi začel delati 15. februarja, se pravi skoraj mesec, 3 tedne nazaj, da so pripravili tisto osnovno podlago, bazo, seveda tudi sodelovanje z RTC Žičnica Kranjska Gora. In če ne bi tega naredili v februarju, te 2 dni tekem ne bi bilo. Prireditev, kot je Pokal Vitranc, je seveda odlična promocija Kranjske Gore širom po svetu. Tekma odlična, ljudje so zadovoljni. Čestitam OK Pokala Vitranc, da je kljub temu vremenu izpolnil pričakovanja, da je naredil res vrhunsko tekmo, da tudi temu, da kljub temu, da nam zgoraj niso bili najbolj naklonjeni, danes vsi uživamo ob zaključku pokala. Pokal Vitranc, Planica, Julijske Alpe, to so 3 naši najbolj pomembni tržni stebri. In tako kot je izpeljana tekma včeraj in danes, je samo potrditev, da Slovenci znamo organizirati tekme najvišjega ranga in da pač posebej v naši dolini, naši občini sodelujemo vsi prebivalci z organizacijo in da se zavedamo pomembnosti le-teh. Prihodnje leto bo Pokal Vitranc 3. in 4. marca. Pokal Vitranc pa že nekaj let ni le športna, ampak tudi zabavna prireditev. Tako je bilo tudi letos, ko so pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori pripravili podelitev pokalov najboljšim za veleslalom, žreb številk za nedeljski slalom ter Q-Max Party. Poleg svetovnih smučarskih asov, ki so zaplesali s folkloristi iz Dovjega in Mojstrane, so obiskovalce zabavali še pihalni orkester Krško, studio Osminka, Aleksandra Vovk, energična Nuša Derenda, skupina Crvena jabuka, Rock'n Band, DJ Pero in Jakša Jordes. Kajženkova hiša v Ratečah je dobila infotočko. To pomeni, da bodo obiskovalcem v hiši nudili vse informacije o destinaciji Kranjska Gora. Veseli nas, da smo v zadnjem letu uspeli najprej v Mojstrani, danes pa tudi v Ratečah odpreti TIC, ki ne bo služil samo svoji informacijski dejavnosti, ampak želimo poleg tega predstaviti gostom tudi vso ponudbo oziroma zbirko, ki jo Kajženkova hiša premore. Poleg tega pa želimo tudi, da bi bila to točka, kjer bi se srečevali krajani in bi bili v bistvu mi kot Turizem Kranjska Gora v pomoč lokalnim ponudnikom, tako gostinskim kot tistim, ki se ukvarjajo z drugimi turističnimi dejavnosti oziroma z nastanitvami. Poleg tega bo ta točka v Kajženkovi hiši namenjena tudi novim vsebinam. Želimo povezati nordijski center Planica, ki je odprt
lanskega leta in kjer se je skazala ogromna priložnost, veliko je novih obiskovalcev in mislim, da bi bilo smotrno, da se z dodatno novo turistično ponudbo povežeta tako Rateče kot pa Planica in ponudita našim obiskovalcem še kaj več. Ta točka tukaj bo to omogočala. Tako nas veseli, da imamo sedaj v bistvu pokrite kraje z informacijskim točkam od Rateč preko Kranjske gore do Mojstrane. Ne nazadnje pa želimo tako točko v nadalje vzpostaviti tudi v Gozd-Martuljku. Zbrane je na odprtju infotočke v Ratečah pozdravil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Zadeva je čisto enostavna. Ratečani sta kot najbolj zahodni branik Slovenije, pa tudi občina Kranjska Gora v bistvu naša prva vstopna točka, ogledalo tako turizma v Sloveniji kot v občini Kranjska Gora z nordijskim centrom se je zadeva res obrnila za 360 stopinj naprej. V Ratečah pač, tako kot so povedali, delujejo uspešne družinske gostilne, apartmaji, oddajalci so, tudi kmetijstvo se uspešno razvija. Jaz si želim, da bo dodatna ponudba še bolj prisotna na naših teh kmetijah, da se bo kdo ukvarjal še naprej v budućnosti z dopolnilnimi dejavnostmi, z predelavo. V Kajžankovi hiši v Ratečah lahko preizkusite tudi simulator poletov. Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora so se sinoči zbrali na rednem letnem občnem zboru. Pregledali so dela v preteklem letu in začrtali načrte za letos. Prav tako so zaslužnim podelili priznanja za delo v društvu in sodelovanje na tekmovanjih. V preteklem letu ocenjujemo kot delo razmeroma dobro. Intervencij je bilo 19, od tega je bilo predvsej tudi prometnih nesreč, nekaj požarov na objektih, dimniških požarov in požarov v naravi. Kot vsako leto se udeležujemo izobraževanj. V preteklem letu so opravili tečaje za dihalne aparate, v hot fire tečaje, potem tečaje za motorne žage in pa tehnično reševanje. Moram reči, da opremljenost napram občine je v redu. Seveda je pa zapovedati, da avtolestev ni več v uporabi zaradi koncesionar oziroma za potrditev delovanja društva nimamo več potrdila in ni več v uporabi. Še zmeraj kot tretja kategorija imamo 32 operativnih članov, kot vsako leto in tako nadaljujemo. S podmladkom je pa tako, da jih je zmeraj manj. Sodelovanje je dobro med vsemi ostalimi društvi v občini, kot tudi v tujini, predvsem z mednarodno vajo 3 dežel oziroma 3 občin, ki jo izvajamo vsako leto v drugi državi. Ob zaključku zimske sezone na smučišču Mojstrana je Jani Zajšek skupaj s sodelujočimi društvi in krajani pripravil vaško smučarsko tekmo. Večer so izkoristili za šport in druženje. Tekma je bila, kot je v zadnjih letih navada, tudi tokrat dobrodelnega značaja, saj so izkupiček od prijav in donacij namenili v dobrodelne namene. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev in poglejmo, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. Javni nastop glasbene šole Jesenice oddelka Kranjska Gora bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori v torek ob 18:30. Muzejski večer z naslovom Savska linija, zadnja obrambna linija Soške fronte bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Občni zbor Turističnega društva Dovje Mojstrana bo v petek ob 19. v avli osnovne šole 16. decembra Mojstrana.
Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela vabi vse svoje članice in člane na redni letni zbor članic in članov, ki bo v petek 17. marca ob 16. uri v prostorih Doma Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku. Letni občni zbor Planinskega društva Kranjska Gora bo v petek ob 18. uri v gostilni pri Martinu. Gledališka predstava Metuljčki ljubezni v izvedbi starejše otroške dramske skupine Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 17. Gledališka predstava Sneguljčica v izvedbi mlajše otroške dramske skupine pa bo prav tako v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v nedeljo ob 17. Evropski turnir odbojke na snegu bo prihodnji konec tedna na snežni plaži v Kranjski Gori. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na spomladanski pohod po učni Pliskini poti na Krasu. Odhod bo v soboto ob 7. uri izpred penziona Špik. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokratno kroniko tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.